Obiskovalce obronkov nad žlebami, ki se podajo po tamkajšnjih pohodnih poteh, v zadnjih letih vedno razveselijo galerije z najrazličnejšimi fotografijami. Tematika razstav je zelo različna. Lado Vidmar je organizator vseh teh razstav kot član turističnega društva in moram reči, da idej mu nikoli ne zmanjka. In razstave, ki so izredno kvalitetne, ljudje so zadovoljni, ker od zgodovinskih razstav do živali, starih slik, potem vodnjakov, vode, resnično tematike so izjemne. Tudi zadnja razstava, ki je bila tukaj, Križ čez Nepal, je povsem neka druga dežela, ki pričara pravzaprav svet v malem in lahko rečemo, da so žlebe svet v malem. Tokrat so prizadevni člani turističnega društva Žlebe Marjeta pripravili razstavo o jetrbenških gradovih, katere je raziskovala ekipa pod vodstvom arheologa, sicer domačina, dr. Andreja Gasparija. Danes je to 13. razstava, ki jo imamo. Veseli smo, da te razstave selimo, da jih čim več ljudi lahko vidi, ima priložnost videti, tako da ena razstava, ko se zaključi, se seli v galerijo v Medvode, naslednja v Zbilje in tako razstave krožijo, razstave presegajo že občinske in slovenske meje, tako da mislim, da je ta tradicija tako razstav kot koncertov in ne nazadnje tudi pohoda po poteh roparskih vitezov, ki bo 25. junija, so nekako trije veliki projekti, ki jih vodimo, turistično društvo Žlebe Marjeta, zelo, zelo uspešno in posebej lahko rečem, da smo veseli vedno večjega števila udeležencev. Idejni vodja tokratne razstave je kot običajno Lado Vidmar, ki pa je imel tokrat res veliko dela, saj je gradivo izbral sam iz res obsežne knjige o 20-letnih raziskavah 3 gradišč pod Jetrbenkom. Res je, da sem naredil iz te knjige, ki ima skoraj 300 strani, izbor in imel sem kar veliko problemov, ker pač nisem ne zgodovinar, ne ukvarjam se ne arheološko z nobeno stroko, ampak s kolegom Gasparjem oziroma kolegom prijateljem Gasparjem, alpinističnim in tudi sicer sem veliko v stiku in se veliko o teh stvarih pogovarjava, tako da približno to vsebino poznam, malo zaradi svojega zanimanja, malo zaradi njihovih raziskav, ki jih ves čas spremljamo tudi pri turističnem društvu, kjer postavimo kakšno tablo, da obeležimo, tako smo kašča, tako smo gradišče, tako ko bomo tudi še enkrat vrh Jetrbenka. In tako z neko kepo v želodcu sem tisto vsebino, tiste predloge nesel v korekturo in sem kar luštno oceno opravil izpit. Lado Vidmar je iz gradiva izbral tisto, kar se mu je zdelo, da pomembno predstavlja, kako se je kraj oblikoval v takšnega, kakršen je danes, da obiskovalci vidijo, kaj predstavlja dediščina jetrbenških vitezov. Pri tem je seveda neizmerno užival v spoznanjih raziskav. Eno najbolj zanimivih odkritij je tudi, da so se vitezi imenovali po vrhu in ne Jetrbenk po rodbini, kot je sicer običajno. Vsa ostala zgodovina od Španjhajmov, njihovih igrc in vseh teh raziskav, kaj se vse arheologija z ostalimi znanostmi lahko dožene, ko skoplje par grobov in najde en kovanček, pa mogoče na opuščično os ali pa nekaj kosov keramike, z vsemi temi sodobnimi tehnologijami, kjer se sploh ne dotaknejo zemlje, pa vidijo, kje so bili zidovi, koliko so bili globoki, kakšni materiali. To je res ogromen napredek in za nas je Marješčana, za Žlebane je to velika dragocenost in se mi zdi, da krepi samozavest Marješčanov, da nismo kot dostikrat pravijo, zaradi kakšnega makadama, da smo tretjerazredni prebivalci občine. Mislim, da smo prav prvorazredni prebivalci občine s svojo zgodovino, z lepoto, v kateri živimo in tudi z načinom življenja in kvaliteto življenja, ki ga imamo. Da je dobro, da je izbor gradiva pripravil nekdo, ki morebiti na same raziskave bolj kot z arheološkega pogleda gleda tudi z očmi domačina laika in zanje pomembnih dejstev, se je strinjal tudi dr. Gasparij. Na eni strani sem vesel, ker je zelo kakovostna izvedba, česar sem pri Ladu to navajen. Drugo je zelo premišljeno izbral tiste drobce, tiste pasuse, ki smo jih se mu zdeli vodilni in dejansko nekako celo zgodbo dobro povedo. Zdaj za tisto bolj podrobno poglobitev, da tako rečemo, v celo zgodbo,
seveda še arheologi nismo čisto sposobni, ampak knjiga je pravzaprav malo osvetljuje v bolj celovito vse to, kar smo odkrili, ampak v resnici kombinacija razstave pa knjige ob zaključku izkopavanja nekaj, kar si vsak raziskovalec, tudi arheolog seveda želi. In seveda to je tisto, kar ga navdihuje potem tudi za naprej, tako da načrti naši v tem prostoru so seveda imajo še kar nekaj let. Letos so študenti že pregledovali območje Roga, letos se bodo po vsej verjetnosti lotili Homa nad Soro. Obiskovalci galerije pod Kozolcem pa bodo sedaj, če še niso, lahko izvedeli, kaj se je skrivalo na območju Žleb. Jetrbenški oziroma Hertenberški so ena od tistih rodbin, ki morda najbolj dobro tudi arheološko materializira to, kar imajo ljudje predstave o visoko srednjeveških plemiških rodbinah. Od nasilja, koncentracije gradov, sporov teh vitezov s sosednjimi, torej z vitezi sosednjih gospodstv, potem arheološke dimenzije tega, napadi, denar, plemiška noša, gradovi, visoki stolpi, močne utrdbe, globoki obrambni jarki, obleganja, samostreli, loki, pravzaprav vse tisto, kar si človek predstavlja iz tistih vse preredkih, bi rekel, sočasnih upodobitev iz srednjega veka. No, ampak nekako nas to zelo plastično približa, čeravno se vse, bi rekel, laikom zdi, da je to po popolnih ruševinah, da kamen več ne stoji na kamnu, ampak arheologija ima seveda svoje metode, s katerimi lahko kar natančno razbiramo zaporedje nastanka tega zapisa in ga lahko tudi kronološko ovrednotimo in tudi nekako razložimo. Ne sicer vedno 100% natančnostjo, a običajno razvozlajo vsaj kronološki razpon oziroma ozadje prekinitve življenja na posameznem gradu in to je tisto, kar se skriva v dometu arheologije. Meni je največji zaklad ta spoznanja strokovnjakov zgodovine, mogoče pripovedi Gričarskega Joža, ki je tudi dal kar nekaj, povedal nekaj legend. Žal je možakar že 50 let pokojni, ampak so ga, ker je bil zgovoren in vedoželen in je marsikaj vedel, je kar se pravi, vaški posebneži so dostikrat marsikaj vedeli o zgodovini, nekateri so bili posebneži zaradi tega, ker so veliko vedeli, nekateri so bili posebneži zaradi tega, ker so bolj malo vedeli. In tisti, ki so veliko vedeli in ki jih je to zanimalo, so tudi omogočili, da mi poznamo to zgodovino bolj, tako kot moramo mi pohteti, da vsa ta ledinska imena zajamemo, tako kot smo stara hišna imena že označili stare hiše, tako moramo to dediščino nesnovno čim prej zajeti, jo napisati, jo umestiti v nek medij, zato da se bo v eni, v dveh generacijah ne bomo več vedeli, kje je Zapečjo, kje je Subotičarjeva planina, kje je Žlebska planina, kje je, ne vem, v Rupah in tako naprej. In to je največje bogastvo, ki ga lahko starejši dajo zanamcem, zato je zelo pomembno, da se ljudski spomini beležijo in tako ohranijo, še dodaja Vidmar. In to je skupnega tudi raziskovalcem, ki v imenih odkrivajo potenciale prostora in pri raziskovanju terena odkrivajo, koliko zgodovine je v resnici ohranjene. Sicer v podpovršju, ampak to, da dobiš horizont, torej neke vrste depozite in z vsebino, puščicami pa ostrogami iz konkretno recimo napada, ki se ga okvirno umešča v leto 1310, to je pa tisto, ker si arheolog pravzaprav lahko samo želi. To so obdobje, ki so že precej globoko v preteklosti in v arheologiji zelo redko imamo, bi rekel, to srečo ali pa možnost, da dejansko raziskujemo nekaj, kar je historično, bi rekel, ima svojo, da lahko dejansko povežemo z dejanskimi historičnimi dogodki. In tukaj smo temu zelo blizu in to je ta dogodek, ki pač pojasnjuje tudi usodo teh treh gradov, ki se pač v nemških virih pol pojavljajo kot Ale Dru Burgstall, torej vsi trije gradovi so že leta 1444 gradišča, torej opuščene utrdbe. Gradišče kot tako v srednjem veku, kot z nemškim izrazom Burgstall, pomeni, da je ta utrdba opuščena. Je še vedno v lasti rodbine lahko, ampak ta ne živi več tukaj. Te konkretno naši Jetrbenški v Ljubljani. O kompleksu gradov na območju Jetrbenka, o odkritih gradbenih značilnostih, razvoju in kronologiji vseh treh utrdb grajskega kompleksa ter o drobni materialni kulturi, ki pripoveduje o bivanskem standardu in življenju Jetrbenških in o dogodkih, ki so privedli do uničenja oziroma opustitve utrdb, govori prej omenjena knjiga dr. Gasparija in Ane Vičar,
ki je bila osnova tudi za tokratno razstavo. V knjigi pa je še veliko več podrobnosti. Objavili smo tudi tiste podrobnosti, ki bojo morda koga celo dolgočasile, ampak te so skrite v drugi polovici knjige z specialističnimi analizami pa raziskavami, ampak bojo tudi te za marsikoga zanimive, ker bojo videli, kako arheologi razčlenjujemo ta arheološki zapis in na podlagi res na mikroskopski ravni dejansko lahko odgovore na svoja dejanja oziroma svoje vprašanja dobivamo. Sama knjiga pravzaprav samo zaokroža vse dosedanje vedenje in je verjetno najboljše izhodišče za nadaljnje raziskave. Po odprtju razstave, ki bo na ogled še kar nekaj časa, so se obiskovalci podali še na koncert okteta 10. brat v cerkev Svete Marjete in tako zaključili predzadnji aprilski petkov večer v prijetnem ambientu v zavetju Jetrbenških vzpetin.